Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Glasovalni stroj koalicije je po 12-urni razpravi s 53 glasovi za in 22 proti potrdil vladni predlog drugega rebalansa proračuna, s katerim se proračunski primanjkljaj povečuje na 1,850 milijarde evrov, oziroma na 5% bruto domačega proizvoda. Poslanci so zavrnili vseh 24 predlogov dopolnil k rebalansu, ki jih je predlagala opozicija, in tudi tiste 3 koalicijskih poslancev, ki so jih predlagali Tone Anderlič, Vito Rožej in Tone Rop. Šment! Če gre verjeti ekonomistom, potem bomo do konca leta najverjetneje dobili še kakšen rebalans, a že zdaj je vsem jasno, da denarja za nepotrebne projekte primanjkuje. In jasno je tudi, da je vlada rezervirala sredstva za mariborsko univerzijado, za reševanje potapljajoče se Mure pa jih zaenkrat še ni. Šolski minister Lukšičev Igor je še vedno realist, da bodo Muri pomagali tudi na drugačen način. Neposrednih relacij z šolskim ministrstvom in Muro ni, ampak razmišljamo po tem in pripravljamo ukrepe, ker ugotavljamo, da so šole po rezultatih v Prekmurju malo šibkejše, zlasti socialni kapital, šibek socialni kapital otrok in družin tam vpliva na rezultate, da bomo morali z nekimi posebnimi ukrepi zboljšati in dvigati kvaliteto teh šol. To bo pa treba narediti in dolgoročno bi to bilo tudi dobro za Prekmurje. Dokler bosta v Umagu mirno dopustovala premierjeva partnerka in njun 12-letni sinko, bodo na Hrvaškem varni tudi ostali slovenski turisti. Što si je v varni soodvisnosti? Pravnica za policaje, ministrica Katarinca Kresalova, nam to varnost po dogovoru s hrvaškim kolegom zaenkrat zagotavlja. Prav tako pa ne pričakuje ribiških incidentov. No, če sta katera dva politika, ki morata res ohraniti mirno glavo in mirne živce, sta to ministra za notranje zadeve, in da se oba zavedava, da takšni incidenti ne koristijo medsebojnemu sodelovanju, niti nikakor ne rešitvi naših odprtih sporov. Zato se oba zavzemava za to, da do takih incidentov ne bi prišlo. In gotovo bo vsak na svojem področju dala ustrezne signale, da bi to preprečila. In kje se bo letos sončila naša plavolasa lepotička? Ne izključujem možnosti, da bi šla tudi kaj na Hrvaško, ampak po tem trenutku nimam še konkretnih planov. Kam pa vseeno mislite na dopusti, to znotraj Evropske unije ali kam drugam? Se še odločam. Hvala. Hvala lepa. Italijanska vlada je odobrila gradnjo kopenskega plinskega terminala družbe Gas Natural v Žavljah pri Trstu z zmogljivostjo do 8 milijard kubičnih metrov plina letno. Terminal naj bi za skoraj 600 milijonov evrov zgradili v 40 mesecih. Najvišji okoljski uradnik v državi, Karli Rjavec, je pojasnil, da bo medresorska komisija za oblikovanje našega stališča do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu pripravila do konca avgusta. In kako ostra bo naša retorika? Gospod minister, gospod Rjavec, samo ena tema me zanima, in sicer plinski terminal, ki naj bi ga Italija vseeno gradila v Žavljah. Kaj bo odgovor Slovenije? Mi smo zdaj dobili to dokumentacijo strani italijanske strani. V tem trenutku se ta dokumentacija prevaja. Mi bomo pač pripravili pripombe na ta odgovor italijanske strani. Bo Slovenija ostra? Odvisno, kaj se nam odgovori. Zunajmejni minister Samuel Žbogar je naznanil, da bo Slovenija pomagala bratski Bosni in Hercegovini pri njenem napredovanju in uveljavitvi biometričnih dokumentov, ki so pogoj za vstop v tako imenovani beli šengenski klub, v katerega so po odločitvi Evropske komisije zdaj vključeni bratje in sestre iz Črne Gore, Makedonije in Srbije. Mi imamo gotovo zelo velik interes, da bi bile vize ukinjene za vse države Zahodnega Balkana, tudi za Bosno, tudi za Albanijo, tudi za Kosovo.
Seveda so določeni pogoji, pod katerimi Evropska unija ukinja vize in tako je tudi prav, seveda, ker mora biti določena zaščita in mora biti določena varnost in določena kontrola. Nažalost, Bosna in Hercegovina še ni dosegla te standarde, tudi nima še potnih listov potrebnih biometričnih. Zato smo se mi v zunanjem ministrstvu in v notranjem ministrstvu odločili, da bomo pomagali Bosni, prav zaradi tega, da bi čim prej izpolnila te pogoje. Oblikujemo neko skupino, ki bo šla v Sarajevo, ki bo pomagala bosanskim oblastem čim prej izpolniti te pogoje, da bi tudi Bosna čim prej se priključila ostalim državam, ostalim trem pri tem brezvizumskem režimu. Šport in šah. To soboto bodo na nogometnih zelenicah svoje mišice razgibavali fantje v novi sezoni prve slovenske lige. Ljubljanska Olimpija na čelu s kapetanom Sebastianom Cimirotičem se bo v mestnem derbiju udarila z Interblokom. Ja, Cime je prek vesti povabil vse gospodične in njih gospodo, da pridejo ob 18. uri navijat na tribune stadiona Žak v Šiški. Opozorilo navijačem, kaj naj ne počnejo. Ne? Vemo, kaj naj počnejo, ampak kaj naj ne počnejo. Dobro, mislim, klele ne moreš, to je vse v nekem efektu, odvisen tudi rezultata, če bo si zadovoljni, normalno bo tudi atmosfera normalna, vesela bo, klele bojo pa, pika ne bojo pa sigurno Green Dragonsi, brez njih si pa tudi ne moreš predstavljati Olimpije in jaz mislim, da bojo napravili najboljšo atmosfero, bojo oni napravili in normalno, tudi če bo nam slučajno šlo slabo, so oni tisti, ki dvignejo ton igre in nas praktično tudi dvignejo z mrtvih in jaz mislim, da ne bo nobenih incidentov izgredov, zato ker se nimajo z nobenim prepirati, ker Interblok ima pač 3-4 navijače. Da mi nekaj povej, kjera mišica te najbolj boli v tem trenutku? Nobena mišica me ne boli nič. Staknil sem edin en tak mali žul, to je pa vse, drugače pa vse v redu. Treniral sem redno, pripravljen sem, hvala Bogu in ko mi čakam, da se začne v soboto. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V ljubljanskem studiu 8 občasno potekajo različne delavnice. Mi smo si ta teden ogledali delavnico Batika. To je tehnike poslikave blaga z voskom. Noben točno ne ve, s kje točno izvira, ampak najbolj se ga je Indonezija. V Indoneziji se je najbolj razvil in tam imajo res celo umetnost tega batika. No, drugače pa, zdaj imamo to delavnico, ker bomo se naučili glavno to čisto osnovno tehniko, kako to izgleda. Poslikava blaga z voskom in pač dajanje blago v različne barve, tako da se potem zato da izgleda tako pač barvito. Ker v zagorskem Lafaržu do nadaljnega ne smejo sežigati nevarnih odpadkov, vsem ekologom priporočamo, da se z brisačko in pravim kremnim faktorjem odpravite v Žavlje in ustanovite slovensko ekoplažo na Kopnem. Če komu ni jasno, Trst je še vedno naš, Jadran pa tudi. Itak. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti z mano. Ja, živa.